Tokrat v občinskem informatorju. Ukrajinka v Sloveniji. Sovražnik je izgubil stik z realnostjo in bombardira praktično vse. V Mariboru pretekli teden s prvim odmerkom cepljenih le 16 oseb. Vseh 4 krajevnih skupnosti v Pesnici delajo s polno paro. Pust krivih ust je včeraj zavladal na mariborskem glavnem trgu. Podjetje Šport Maribor kmalu z 2 direktorjema. Na Destrniku so opravili res potomke stare trte. S pokopom pusta se je zaključilo 62. korentovanje na Ptuju. Sberbank v roke nove Ljubljanske banke. Lepo pozdravljeni. Pred našo kamero je stopila Ukrajinka, ki že vrsto let živi v Sloveniji. Ob začetku vojne v Ukrajini se je minule dni odpravila na večkilometrsko pot po svoje starše. Oče se je odločil, da države ne zapusti, kljub temu, da bi lahko, saj je star več kot 60 let. Mama je sedaj na varnem Sloveniji, oče pa brani domovino. Sogovornica nam zaupa še, da je v teku zbiranje pomoči za Ukrajino v več slovenskih mestih, ter da je stanje v njeni rodni državi res zelo slabo. Marina Kranj že več kot 10 let živi v Sloveniji, z možem, Slovencem in otroci. Odraščala je v kraju Vinica v centru Ukrajine, opazovanju dogajanja danes tam se ji trga srce. Pravzaprav jaz sem sama od teh ljudi, ki je šel prvi dan, v četrtek sem po noči, sem se peljala po noči na mejo s Slovaško, kjer sem čakala na svojo mamo. Oče se ni želel pridružiti moji mami, čeprav je 62 let star in lahko bi šel čez mejo, ker je omejitev 60 let, da ne smeš zapustiti države, ampak ni hotel, je rekel, da bo ostal braniti državo zaradi mene, zaradi svojih vnukov. In je zdaj tam. Zahvalila bi se tudi slovenskim operaterjem, s pomočjo katerih zdaj imamo zastonj klice v Ukrajino, tako da jaz imam dejansko kontakt s svojim očetom in s vsemi tistimi, ki so ostali tam. Takoj, ko se je zavedla resnosti situacije, je odšla na pot po svoje bližnje. Mama je zdaj na varnem Sloveniji. Naredili smo 2000 km tisti četrtek na polnem, totalnem adrenalinu, organizirano je vse zelo v redu, Slovaška je bila zelo prijazna, Slovaki tudi, vse je bilo organizirano, volonterjev je zelo veliko, pomagajo s prevozom, zastonj prevozom, s hrano, s pijačo, tam dočaka begunce, vse dočaka dejansko na tistem enem prehodu, kjer smo bili. In sem imela srečo, ker je to bil tisti prvi dan, da smo se zelo organizirali. Zdaj pa je že malo več gneče, kot je bilo tisti prvi dan. V Sloveniji njeno mamo čaka kar nekaj birokracije. Vem, da bo treba urediti dokumentacijo, ampak trenutno nimam niti sekunde za to. Zdaj je prioriteta, da se trudim pomagati ljudem, ki so veliko več in ki so v nevarnosti. Moja mama ni v nevarnosti, tako da to bomo uredili malo kasneje. Z nami deli grozljivo podrobnost vojne, ki trenutno traja. Jaz sem iz centra Ukrajine, iz Vinice, to je sosednji administrativni center Kijevu. Tudi vsa mesta okrog mojega mesta so že bombardirana in pravzaprav zdaj to, kar se dogaja, imamo ljudi, ki hodijo pa rišejo križe na ciljih, ki jih bojo bombardirali, in ti križi so na blokih, na vrtcih, na bolnicah, ne na vojaških objektih. Po Sloveniji so 4 zbirna mesta, potem pa bodo te stvari odpeljane tistim, ki jih potrebujejo. Najnujnejša je medicinska pomoč, oblačil in ostalih potrebščin imajo že veliko. Dejansko primanjkuje teh zadev, ki rešujejo življenja, vsa življenja, ker so zdaj napadani tudi civilisti, otroci, ženske, stari ljudje, krvavevajo in nujno potrebujejo tako pomoč kot urgentna preveza za hude krvavitve, tudi vojaška prva pomoč. Torej, navadne prve pomoči ni dovolj, ker to niso tiste praskice, ki jih lahko človek dobi, ampak dejansko zelo hude rane. In ljudje umirajo, in civilisti, in mladi fanti, ki niso nič želeli nobenemu slabega. Tudi seveda imamo potrebo po spalnih vrečah, po toplih zoknih, po rokavicah, po lučkah, baterijah.
Tudi termobokse zelo potrebujemo, da dostavljamo hrano v tiste bolj oddaljena mesta v Ukrajini na vzhodu, ki so zdaj skoraj da uničena in ljudje živijo v zelo hudih razmerjih. Zaveda se, da bodo ljudje, ki bodo pomoč dostavljali, v morebitni nevarnosti, a mnogi se prostovoljno odločajo, da potujejo v Ukrajino, pa naj si bodo to Ukrajinci ali tudi drugi tujci. Vem, da imamo veliko volonterjev, ki so pripravljeni, vidim, koliko ljudi se vrača dejansko v Ukrajino. Zelo veliko moških, ki so živeli tu ali so delali tu, tudi tujih državljan, grejo veliko v Ukrajino, da pomagajo narodu v teh obupnih časih. Tako da tudi humanitarni konvoji, to bo tudi, verjamem, organizirano in bomo imeli tudi take ljudi, ki se ne bojo bali, pa bojo šli s tem namenom, čeprav mene tudi skrbi njihova usoda, ker je sovražnik čisto zgubil stik z realnostjo in bombardira absolutno vse. Poudari še, da je veliko pomeni, da se lahko pogovarja z rojaki. Tako je nekoliko lažje, a še vedno spremlja situacijo s solznimi očmi. Izpolnjevanje PCT pogoja je tako rekoč čez noč izginilo. V zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor se je posledično zmanjšal interes za cepljenje. Bistveno manj pa je tudi brezplačnih testiranj. Sprostitev pogoja PCT je vplivala tudi na odločitve povezane s cepljenjem. Tako smo v preteklem tednu cepili s prvim odmerkom samo 16 oseb, z drugim odmerkom je bilo teh cepljen 76, z tretjim odmerkom pa 175, torej to se nam je bistveno zmanjšalo. Mi smo si želeli s tistim prvim odmerkom čim prej doseči številko 100.000, pa nikakor nam v tem zadnjem mesecu, februarju, tega ni uspelo. Meni, da bo v naslednjih mesecih interes še manjši. Primorani so bili tudi spremeniti delovni čas cepilne ambulante. Glede na število cepljenj smo sedaj zmanjšali te dneve cepljenja, tako cepimo v ponedeljkih, sredah in petkih. Tudi število testiranj se je bistveno zmanjšalo. Število PCR-ov je seveda upadlo proti tistemu številu, ki je bilo takrat še na začetku februarja, ko smo dnevno imeli že tudi po 1000 kontrol. Sedaj je to padlo nekje od 70 do 150, torej varira po različnih dnevih glede na potrebe. Povečalo se je število samoplačnikov za PCR, prav tako pa se je seveda zmanjšalo tudi število hitrih antigenskih testov, tako vsakodnevno izvedemo tu nekje cirka do 200-250 teh hitrih antigenskih testov. Za hitri test je potrebno plačati 7 evrov, za PCR pa 73 evrov. Dobra novica je, da je število okužb padlo, zato je odsotnih le malo zdravnikov in medicinskih sester. Še vedno izvajamo neko triažo, torej da opozarjamo ljudi na obvezno nošenje mask v zdravstveni ustanovi in hkrati tudi na razkuževanje rok. To je en primer dobre prakse, ki smo ga ves čas izvajali in s tem bomo nadaljevali tudi naprej. Tako bodo obdržali tudi sistem naročanja, da se izognejo gnečam v čakalnici. Občini Pesnica ne počivajo. Dela se v vseh 4 krajevnih skupnostih, med njimi so tudi projekti participativnega proračuna, ki so jih torej krajani izbrali sami. Kaj vse bodo deležni v tem letu, pa v prispevku. Dela v vseh 4 krajevnih skupnosti v občini Pesnica tečejo s polno paro. Pri krajevni skupnosti Pesnica pri Mariboru, tukaj se ravno zaključujejo dela na športnem parku. To so vrednost teh del je okrog 390.000 evrov. Gre tudi za enega največjih pump trackov v Sloveniji in bo končan do nekje začetka poletja. Prav tako bomo v letošnjem letu tudi zaključili oziroma pričeli z izgradnjo osrednjega trga občine Pesnica. To je ena izmed največjih investicij, tako da se odstranijo tiste lesene utice iz centralnega trga in bo potem tam nastala tudi ena nova tržnica. Tukaj bo tudi nova gostilna, javne sanitarije in turistično-informacijski center. Veliko bodo vlagali tudi v cestno infrastrukturo, namenjenih je okoli 900.000 za vse 4 krajevne skupnosti. In kaj vse bo urejeno v krajevni skupnosti Pernica? Bomo tudi šli v ureditev središča Pernice, kjer bomo imeli tako imenovano umiritev prometa.
tako da bo nek središče Pernice dobilo nek nov izgled, tako kot smo že v lanskih letih obnovili tudi šolo, fasado na šoli, tako kot smo obnovili tudi prostor poleg cerkve, to je ena lepših hiš, tako imenovan režijski obrat in prostori za društva. Tam je v izdelavi tudi nov kulturni dom, vrednost projekta je 220 tisočakov. Tam smo tudi v 3 letih kar precej storili in tudi zaključujemo nekatere investicije. To so investicije tudi v šolo, tako da bo šola, upam, da dobila tudi novo zbornico, novo računalniško učilnico, ki je sedaj še nima. In zaključujemo z investicijami v tako imenovani motorični športni park, kjer bodo dobili tudi igrišče za odbojko na mivki, in zaključujemo investicije v prostore za avtodome. Jakob ima izjemen potencial tudi na področju turizma. V Jarenini zaključujejo s 5. fazo ceste od Voska proti Šentilju. Gre za najzahtevnejšo fazo. Bo pa ta faza sovpadala tudi z gradnjo kolesarskih cest, ki jih gradimo v sklopu seveda večjih občin na območju Slovenskih goric in potekajo od Šentilja, Jarenine, Voska, Jakobskega dola naprej proti Jurovskemu dolu in Lenartu. Nekaj izmed projektov je bilo izbranih v okviru participatornega proračuna. Župan verjame, da krajani najbolje vedo, kaj je dobro za njihovo občino. Zveza prijateljev mladine Maribor je na pustni torek poskrbela za 2 pustni zabavi, za dopoldansko in popoldansko. Mačkare vseh velikosti so se zabavale ob nastopih klovna, čarodeja, kurentov in drugih. Na fototočkah pa so se tudi slikale v upanju, da dobijo eno od nagrad. Otroci so preplavili glavni trg in uživali ob nastopih, ki so se eden za drugim vrstili. In kaj jim je bilo najbolj všeč pri pustovanju? Da lahko jemo krofi, pa kurenti so zabavni, pa tudi predstave od onega čarodeja. Kaj pa si ti danes? Mačka. Mjav. Znaš prav zamjavkati? Mjav. Da se uživa, da se praznuje in da se jejo krofi. Jaz sem pol prijazna, pa pol zlobna. Kako to, da si se odločila za eno tako? Zelo mi je všeč, pa moja sestra enkrat bila v to našemela in se mi je zdelo ful cool. Kaj pa je tebi všeč pri pustovanju? Da se lahko našemimo, pa krofi, pa različni kostumi. Jaz sem se reda iz Adamsovih. Ja, in zakaj si se odločila za eno tako? Še kitke imaš spletene? Ker so mi bile všeč take kitke, ko mi jih mami naredila, in tudi obleko pa čevlji. Ker je super junakinja, pa lahko ima veliko takšnih kulskih kostumov, pa ima te zaščitnike tu. Kaj pa je tebi všeč pri pustovanju danes tukaj? Kaj ti je bilo najbolj všeč? Predstava klovnov, pa čarovniki, pa še kurenti. Zveza prijateljev mladine Maribor je namreč znova poskrbela za nepozaben veseli ZPM-ov pust, na katerem ni manjkalo pustnih šem in norči. Koncept je pa letos tudi podoben kot lansko leto, ni tistega velikega odra, je pa zato tukaj fototočka, kjer se lahko vsi tisti, ki se želijo potegovati za nagrade, tukaj fotografirajo, se pokažejo komisiji, mi bomo vse fotografije potem objavili in izbrali tiste najboljšo posamezno, družinsko in skupinsko masko. Manjkali niso niti koranti iz skupine Breg Hajdina, ki so znova pripeljali tudi svoje najmlajše člane in članice. To je bistvo tega, da se malo otroci navtijo te kulturne dediščine, ki jo imamo mi na Ptuju, poskušamo to gojiti in ohranjati to neko tradicijo, ki pri našem okolju obstaja. Prav zaradi tega uvajajo poslanstvo koranta tudi najmlajše. Všeč mi je to, da lahko hodimo, pa da se zabavamo. Pa je kaj težka tale uprava? Malo je težko, ja, ampak se navadiš. Zakaj pa si ti korant? Kaj ti je to najbolj všeč tu? Veselje mi je, da lahko preganjamo zimo. Otroci pa so bili ponovno veseli tudi čarodeja Sam Sebastiana, ki je poskrbel za obilico smeha. Pust je vedno en taki čas v letu, ko se vsi malo, zdaj bi rekel, damo maske gor, čeprav smo jih nosili 2 leti, ne samo ene druge maske. Ampak ja, vseeno rabimo ljudje očitno tudi tisto sprostitev od vsak dana in zelo sem vesel, da pač v Mariboru tudi praznujemo to oziroma obeležujemo ta pust,
ki je po eni strani seveda že stari praznik, ne. Torej, proslavlja se zima oziroma če noče iti, pa mi probamo pregnati. Pa ne samo zime, ampak tudi vsega slabega, tako da upamo, da je vsem maškaram na čelu z EPM-ovci to tudi uspelo. Dogajanje v mariborskih javnih podjetjih je več kot očitno pestro. Vsaj po kadrovskih manevrih, ki se dogajajo, bi lahko tako sklepali. Tudi v podjetju Šport Maribor je trenutno v teku razpis za direktorja. Pred kratkim se je po dolgih letih in zapletih pri sanaciji odprl pristan, podjetje pa še čaka nekaj izzivov. Kar se pa tiče ostalih objektov, pa si želimo, da se vsi javni športni objekti v Mariboru združijo pod eno streho, to je pod streho Šport Maribor d.o.o. Želimo se kadrovsko okrepiti, organizirati procese dela in pa razne mehanizacije. Ob tem pa bi pa tudi ločili samo upravljanje od vzdrževanja. Veliko športne infrastrukture bo obnovljene zaradi športnega dogodka, ki se bo odvil prihodnje leto v mestu. Tudi zaradi tega projekta organizacije OFEM 2023 smo se lotili rekonstrukcije dvorane Tabor, tako da bo po tem rekonstrukciji bo sledila vsem zahtevam, ki so potrebni. Kako pa je s prenosom Pohorja na Šport Maribor? Predvideno je, da gre pod naše okrilje, zdaj pa točno časovnica, pa kdaj bi se naj to zgodilo, pa v tem trenutku še prezgodaj govoriti. Je pa iz dneva v dan bližje OFEM 2023. Potem se ukvarjamo v tem trenutku z organizacijo različnih testnih dogodkov, ki jih moramo izvesti do samega pričetka. Se pravi, letos nameravamo izvesti nekaj dogodkov, o tem zdaj še ne bi govorili, pustimo to kot presenečenje, bodo pa zagotovo zelo veliki in odmevni. In delamo zelo intenzivno na tem, da se lahko aktivira prebivalstvo. Zdaj, ko smo malce omilili te ukrepe, verjamem, da bo to veliko lažje, tako da se tega zelo veselimo. Trenutni direktor Tadej Mežnar ima pogodbo še dobre 2 leti. Tudi razpis za direktorja trenutno zunaj, torej računate, da bosta 2 vodila podjetje? To pa v tem trenutku ne bi komentiral. Torej o morebitnem novem vodstvu podjetja Športa Maribora lahko le ugibamo. Prav tako so pod vprašanjem še direktorska mesta Marproma ter Energetike Maribor v mariborskih javnih podjetjih, ki spadajo pod javni holding Maribor. Na Desterniku imajo potomko stare trte zasajeno ob viničariji, ki so jo pred leti obnovili. Ta teden so opravili tam res potomke stare trte, nekaj dni predtem pa tudi v občinskem vinogradu. Res pa so izkoristili tudi za kratko predstavitev obnovljene viničarije. Skrbnik potomke stare trte na Desterniku je skupaj z drugimi poskrbel za res, obenem pa je bil malce previden pri napovedih, kakšna letina bi letos lahko bila. Skrbniki zmeraj upamo na najboljše. Zdaj, kak bo pa v jesen, je pa vse odvisno od narave. Je pa res, da je ta trta tukaj pri viničariji tudi nekoliko zaščitena pred temi vremenskimi neprilikami in hvala Bogu, z te strani običajno, če je že kakšna toča, je običajno ni, tako da upam, da bo tudi letos lepo obrodila. Trta je zasajena ob stari, obnovljeni viničariji, ki ima svoj potencial predvsem v turizmu. Viničarija je običajno bila iz skletnega dela, tukaj je imel gospodar, ki je bil v doline vino, pridele, ker je bila viničarija že povedala, to viničar bil notri, se pravi, je obdeloval vinograd. Zgornji del pa so bili bivalni prostori te viničarske družine. Čeprav mali prostori, je to bilo včasih kar nekaj ljudi notri, oziroma staršev z otroci, kar obilna družine so bile. In tukaj imamo, tako kot je včasih bilo, se pravi, najprej je gang, ko pridemo gor, potem je notri je priklt, se pravi predsoba, naprej je hiša, so nekoč dajali, to bi lahko rekli, je dnevna soba dan danes z krušno pečjo, potem je črna kuhinja, se pravi, da se je kadilo iz peči, ni bilo direktnega dimnika, ampak je bil na drugem mestu in se je po kuhinji kadilo. In potem zadaj še ena soba, ki so včasih rekli štubelj. Tam so običajno bile potem punce, ko so že malo blesta, ko so že odrasle, da so imele neka zasebnost. 8. ptujska vinska kraljica se je ponovno pridružila opravilom pri rezi potomke stare trte, nam pa poudarila pomen ohranjanja tradicije.
Tudi, da se na mlade prenaša ta zadeva, čeprav vidimo, da ponekod tudi vinogradi izginja, ampak se mi zdi pomembno, da širimo to ozaveščanje, da spodbujamo mlade in to je neka taki lepi običaj, ko se dejansko združimo. Jaz vedno pravim, da nas trta povezuje skozi vse leto. So tudi drugi dogodki, ampak trta je res tista, ki nekako poveže vse ljudi, tako da upam, da bo to ostalo zakoreninjeno. Priznani kletar Rudi Potrč pa je povedal, da je vsaka trta izraz zemlje, na kateri raste. Destrnikovo vino istih sort malo ima drugačni pridih, kot pa vino v Halozah. Te dva vina, ta vina se razlikujejo, zato ker je zemlja le osnova, ki destilira svoje sokove gor. In moram reči, da vsako leto je ta naša trta potomka dobro rodila. Jaz jo imam v Halozah, zastopa potomka v Ljubstave pri mene, na Ptuju je na grajskem dvorišču, tu v Destrniku pa v viničariji Destrnik. Res pa so teden dni prej opravili tudi v občinskem vinogradu, ki vse bolj dobiva večjo podobo. Naši vinogradniki so že tudi občinski vinograd porezali, mislim, da je to en teden dni nazaj. Danes smo še potomko stare trte porezali. No in upam, da bomo v jesen, ko bo trgatev, jo pa bomo že prešali na naši stari preši tukaj na tem prostoru. Povedal je še, da se res vidi, da je sodelujočim v veselje skrbeti tako za občinski vinograd, kot tudi potomko stare trte in upa, da bo letos dobra letina. Oblast na Ptuju se je na pustni torek vrnila v roke županji Nuški Gajšek. S tem se je zaključilo 62. kurentovanje, ki je letos uradno še vedno potekalo, večinoma le v spletni obliki. V resnici pa se je tudi letos na ptujskih ulicah in trgih zbralo veliko število tradicionalnih pustnih likov na čelu s kurenti. Z vrnitvijo oblasti županji in pokopom pusta se je na Ptuju uradno končalo 62. kurentovanje. Letos brez organiziranih, vendar dobro obiskanih, spontanih povork. Mi smo tako peljali program, seveda ulica pa je naredila svoje. Tukaj smo lahko v letošnjem kurentovanju videli lep prikaz tega, kaj dela kontinuiteta dogodka. Ljudje so vedeli, kdaj se morajo zbrati, kje se morajo nahajati v določenem času in tako so razveseljevali vso lokalno prebivalstvo in turiste, ki smo jih opazili iz Grčije, Španije, Francije, Nemčije in drugih držav. Zelo smo zadovoljni, zelo smo veseli nad tem, kar smo videli, da se je zgodilo in v sredo in v nedeljo, ko so bili vsi, ki so nastopali in obiskovalci toliko odgovorni, da so se lahko določene zadeve odpeljale. Prve ocene letošnjega kurentovanja so kljub omejitvam spodbudne. Generalni sekretar Federacije evropskih karnevalskih mest Branko Brumen si želi v prihodnosti mednarodnega festivala. Moram reči, da sem kar zadovoljen s tem, to pa želim poudariti. Prikazom ptujske pustne etnografske dediščine, tega smo namreč bili deležni tudi neorganizirano tekom letošnjega kurentovanja. Vidimo, da je dejansko ta dediščina izjemno zakoreninjena v nas in da so bili deležni dveh sicer neorganiziranih manjših povork, da so imeli dnevne prikaze, veličasten prikaz, sicer varnostno malo rizičen, velikega števila kurentov ob dnevu Zveze društev kurentov. Tisto, kar pa ocenjujem, pa je, da si Ptuj zasluži mednarodni pustni festival, ta katerega vrhunec je bilo nepozabno 60. kurentovanje in upam in želim, da bomo skupaj sosedli in tudi našli odgovore in rešitve v tej smeri. Od otvoritvene, odmevnega sredinega prihoda kurentov in tradicionalne nedeljske povorke z več kot 10 tisoč obiskovalci je mesto po tradiciji oživelo tudi na pustni torek. Jaz sem zadovoljna, pa verjamem, da princ deli z mano to, da je letos sploh do neke oblike kurentovanja prišlo, da smo se končno rešili tega virusa, da smo se lahko spet podružili, spet srečali v malo širšem krogu in da smo doživeli to našo tradicijo. Tako da kakorkoli, čeprav ni bilo tista prava organizacija, kot smo navajeni in tudi masovno ni bilo tako, kot smo navajeni iz preteklih let, pa jaz mislim, da si to kurentovanje zasluži odlično oceno. Verjamem, da je tudi princ mogoče po tistem lanskem šoku, ko sploh ni smel delati letos,
tu vzel malo drugače. Jaz mislim, da je svoje delo opravil z odliko. Najbolj nori čas v letu, 5. letni čas, se je tako iztekel. 18. princ ptujskega karnevala je že pred poldnevom ključe Ptuja, kjer je vlada od 19. februarja, vrnil župani Nuški Gajšek. Letos je bilo to malo boljše, oziroma ne boljše, je bilo super. Tudi moje pričevanje je prišlo malo do izraza. Lahko sem prevzel oblast mesta, kar sem seveda zelo ponosen, da sem lahko to pustno druščino seveda prvič popeljal tudi po ptujskih ulicah, kar mi v lanskem letu ni uspelo. Vsekakor sem zelo veseli, da se to na Ptuju dogaja, da Ptuj za to živi. Seveda, da so vsi pozabili na težave in se pridružili nam, ki obujamo tradicijo. S predajo oblasti med princem in županjo pa pustnih noči na Ptuju v torek še ni bilo konec. Saj je pustno rajanje trajalo še dolgo v noč. V preteklih dneh so uporabniki Sberbank poročali o številnih težavah povezanih s poslovanjem. Banke z ruskim lastništvom se zaradi vojnega stanja soočajo z zmanjšanjem zaupanja. Banka Slovenije je sporočila, da bo Sberbank prevzela Nova Ljubljanska banka. Na ravni Evropske centralne banke in enotnega odbora za reševanje je bila sprejeta odločitev, da bančna skupina Sberbank, ki ima hčerinsko banko tudi v Sloveniji, preneha s poslovanjem. Tudi v edini banki v Sloveniji z ruskim lastništvom, torej Sberbank banki, je ob koncu minulega tedna prišlo do velikega odliva vlog. V okviru Evropske centralne banke smo zato preko vikenda ugotovili, da banka brez ukrepanja ni več zmožna ohranjati svojega poslovanja. Na razpolago sta bili dve možnosti. Ena je likvidacija banke, ena pa je reševanje banke. Pri pregledu trga so ugotovili velik interes za nakup Sberbank banke. Tretja rešitev torej je, da se banka proda novemu lastniku, in sicer Novi Ljubljanski banki. Za vse komitente banke, tako varčevalce kot tiste, ki imajo pri banki kredite, to pomeni, da jim bodo jutri ponovno na voljo vse bančne storitve, da bodo torej lahko normalno poslovali. Sberbank je bila edina banka, ki je bila povezana z ruskim lastništvom. Z omenjeno rešitvijo so ohranili finančno stabilnost v Sloveniji brez obremenitve drugih bank ali državnega proračuna. Toliko za nocoj oddaje Občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V četrtek, 3. marca, si lahko v mestnem gledališču Ptuj ob 19:30 ogledate predstavo Gajaš brez maske. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.